Nedvomno ste že slišali za gorivno krizo, ki trenutno poteka v Rusiji, predvsem kot posledica ukrajinske kampanje daljnosežnih napadov za sabotažo vsake rafinerije nafte, ki jo lahko dosežejo njihovi droni. Vendar pa je težava še veliko hujša, kot se zdi. To je najhujša kriza, s katero se je Kremelj soočil od začetka invazije, tako strukturno kot politično. Strukturno gledano imamo opravka s presenetljivo negativno posledico iranske vojne. Politično so znaki, kot je ta, še posebej problematični za avtokratske režime, saj skušajo preprečiti, da bi njihovi državljani povzročali nemire. In razumevanje dogajanja v Kremlju je prav tako ključno za razumevanje tega, kaj se dogaja v vašem vsakdanjem življenju, pa tudi zato, kaj bi se lahko zgodilo v manj kot 4 mesecih na Kapitolskem griču. Pojdimo nazaj na začetek marca. Iranska vojna se je pravkar začela. Zaprtje Hormuške ožine pa je začelo povzročati pretres v svetovnem gospodarstvu. Cene surove nafte so poskočile, saj je bilo približno 20% svetovne pomorske trgovine ujetih v Perzijskem zalivu. Če pogledamo na širši svet v vojni, je bil očiten verižni učinek ta, da je Kremelj prejel čudežno rešilno vrv. Invazija na Ukrajino je začela resno vplivati na ruski zvezni proračun. Čas pa je bil zelo neugoden. Zaradi različnih drugih dejavnikov je Ukrajina začela dosegati prve dejanske pridobitve na bojišču po več letih. Rusija je v veliki meri financirala svoj vojni napor s prihodki pridobljenimi iz izvoza energentov. Zdelo se je, da bo vojna z Iranom močno povečala dobičke Kremlja, kar bi mu omogočilo hitro širitev proizvodnje orožja in povečanje ponudb za pogodbeno službo potencialnim rekrutom. Več mož in opreme bi na to popravilo stanje na frontni črti. Ukrajina bi seveda lahko poskušala omiliti škodo z napadi na ruske izvozne terminale za nafto in njeno senčno floto tankerjev. Toda končni rezultat bi bil še vedno slabši, kot če bi se sodčki nafte prodajali po običajnih cenah. No, strahovi pred nepričakovanimi dobički Kremlja so se resnično uresničili. Toda medtem ko je Kremelj štel svoje rublje, se je začela druga kriza. Prav tako deloma ironično zaradi vojne z Iranom. Dejansko v Rusiji vlada kriza z gorivom za potrošnike, saj sta bencin in dizel težko dostopna in draga tam, kjer sta na voljo. Ukrajina si bo tu upravičeno pripisala glavno zaslugo. To se zgodi, ko so napadi velikega dosega onesposobili približno četrtino do tretjino ruske rafinerijske zmogljivosti. Vendar pa del trenutnih težav Rusije izvira iz Hormuške ožine. Medtem ko so bili vsi osredotočeni na zaprtje, ki je preprečilo pretok surove nafte skozi ozko grlo, je Iran izkoristil priložnost in napadel rafinerije v Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih, Bahrajnu in Kuvajtu. Čeprav škoda tam ni bila tako velika kot v Rusiji, je regija vseeno zavrla. Da bi bilo še huje, so morale rafinerije sprejeti odločitev, kako se odzvati na trenutno krizo. Bencin ima rok trajanja. Zato se je veliko rafinerij odločilo za zaprtje, saj niso vedele, kakšna bo usoda ožine in niso želele plačevati za predelavo goriva, ki bi ga bilo treba na koncu zavreči. To ni bila lahka odločitev. Ko so enkrat zaprte, lahko ponovni zagon traja nekaj tednov, kar podjetjem preprečuje, da bi se hitro odzvala na petost v slogu bo ali ne bo med Trumpom in Teheranom, ki se zdi, da nikoli ne izgine. Tako so pogumnejši kapetani, ko se je začela premirje, začeli prevažati svojo surovo nafto skozi Hormuz. Bencina pa medtem ni bilo mogoče prevažati. Vidite lahko, kako je Rusija začela sprejemati protiukrepe. Kremelj je za julij prepovedal izvoz dizla in tako poskušal ohraniti določeno stabilnost cen doma, tako da je preprečil izvoznikom, da bi izkoriščali visoke cene v tujini. To ni prvič, da je Kremelj poskusil s takšnim ukrepom in verjetno tudi ne zadnjič. Na srečo je bila ta zgodba deležna široke medijske pokritosti po celotnem političnem spektru. Vendar se je opis zgodbe razlikoval glede na vir. Levo usmerjeni mediji so objavo predstavili kot dokaz, da ukrajinska kampanja napadov deluje. Desno usmerjeni mediji so to predstavili kot krizno upravljanje in se osredotočili na vprašanja inflacije. To vem, zahvaljujoč ponovnemu sponzorju današnjega videa, Ground News. Za zgodbe, ki nimajo tako široke pokritosti, ima Ground News funkcijo slepe točke, kjer je nekaj zgodb, ki jih je ena stran političnega spektra nesorazmerno zanemarila. To je enostaven način, da se prepričate, da ne živite v strankarskem mehurčku.
In če obiščete ground.news pošiljnica Lines on Maps ali skenirate QR kodov na vašem zaslonu, lahko izkoristite fantastičnih 40% popusta na načrt Vantage, ki vam omogoča dostop do vseh teh funkcij in še več. Zato se še enkrat zahvaljujem Ground News za sponzorstvo današnjega videa. Zdaj bi v preprostem svetu Rusija svojo krizo z gorivom rešila tako, da bi uvozila več goriva iz tujine. Ko bi le bilo tako preprosto. Za začetek je tu težava, s katero se trenutno soočajo vsi. Crack spread. In preden zaviješ z očmi, se to dejansko tako imenuje. Verjetno v novicah pogosto slišiš za dve referenčni ceni energije. Cena sodčka surove nafte in cena bencina v enoti, ki se uporablja v tvoji regiji. In opravičilo vsem, ki bi temu raje rekli petrol. Razlika v ceni, crack spread, je razlika med obema, pri čemer obe vrednosti preračunamo na sodčke in upoštevamo, da se surova nafta razdeli tudi v dizel. To je zato, ker rafinerije razbijajo kompleksne ogljikovodike v surovi nafti v enostavnejše produkte, ki jih lahko uporabljamo. Medtem pa nastane cenovna razlika med njimi. Zato dobite to smešno ime, crack spread. Rafinirani proizvodi so vedno dražji, ker je dodana vrednost. Vendar se crack spread s časoma spreminja, ker imata surova nafta in bencin vsak svojo logiko ponudbe in povpraševanja. Širina crack spreada nam pove, kakšen delež dobička gre rafinerijam. Na predvečer vojne je bil crack spread $28,55. V času pisanja je trenutno $62,22, kar je najvišja vrednost doslej. Ko je surove nafte manj glede na zmogljivosti rafinerij, potem ceno končnega bencina za potrošnike določata strošek surove nafte in povpraševanje potrošnikov. To je zato, ker mora vsaka rafinerija znižati ceno v primerjavi z drugo, da si zagotovi, da bo prejela nekaj izdelka. Rafinerska marža, ki jo vidimo kasneje, odraža, kako morajo rafinerije pokriti svoje stroške. Nasprotno pa, ko je surove nafte veliko, rafineriji pa malo, končno ceno določa povpraševanje potrošnikov. Dobavitelji surove nafte morajo med seboj tekmovati z nižjimi cenami, da sploh kaj pripeljajo na trg. Prihranki se ne prenesejo na potrošnike, ker so ti še vedno pripravljeni kupovati kot prej, zato rafinerije nimajo potrebe po bolj konkurenčnem delovanju. No, zdaj smo v tem drugem primeru. Kljub vsemu dramatičnemu dogajanju v zalivu so zaloge shranjene nafte narasle. Zaloge shranjenega bencina pa so nasprotno upadle. Tako imamo presežek surove nafte, vsaj glede na zmogljivosti rafinerij. Rafinerije trenutno nadzorujejo trg, zato je rafinerska marža tako velika. In ker je trenutno toliko rafinerijskih zmogljivosti izklopljenih, so cene na črpalkah posledično še vedno visoke. Zato, zaradi svojega duševnega miru, ko spremljate novice, prosim, ignorirajte dogajanje s ceno surove nafte. Morda bo spet pomembno, vendar trenutno ni, kljub temu, da ostaja v središču večine medijskih poročil. Te informacije za vas niso pomembne. Razen če imate v lasti kakšno rafinerijo, vam ustreza visoka rafinerska marža in uživate v nepričakovanih dobičkih. Zdaj se morda sprašujete, zakaj podjetja ne hitijo graditi več rafinerij. Navsezadnje je mogoče zaslužiti izredne dobičke. Kač, so neumni. No, težava je v tem, da je gradnja rafinerij izjemno kapitalsko zahtevna. Morda boste morali vložiti $10 milijard in leta gradnje, da bi eno sploh zagnali. Posledično traja več desetletij, da ena od njih postane dobičkonosna. Nažalost je za ta vidik svetovnega gospodarstva vojna z Iranom le nepomembna motnja. Trendi porabe bencina so zastali zaradi večje učinkovitosti goriva in revolucije električnih vozil. Če dodamo še pandemijo, ki je mnoge izmed nas preselila na delo od doma, je povpraševanje videti še bolj šibko. Nobeno naftino podjetje noče biti v položaju, ko bi izgubilo milijarde dolarjev, ker ni znalo prepoznati smeri vetra. Svet že več kot desetletje stoji na robu krize zaradi pomanjkanja goriva in šele zdaj to zares doživljamo. Zato trenutno obratuje vsaka rafinerija, ki lahko obratuje. To ni dovolj. Nekatere morajo na redno vzdrževanje. Druže v Rusiji morajo na vzdrževanje, ki ga zahteva Ukrajina. Drugi ostajajo za Hormuzom in so prav tako zmedeni kot vsi ostali glede tega, kaj tam počne Trump. To je problem, ki ne bo kar izginil.
in zaradi njega so republikanci v kongresu izjemno nervozni. Visoke cene energije in povišana inflacija nikoli niso dobra novica za vladajočo stranko. In če ne vidite načina, da bi se vse to čudežno rešilo pred novembrom, potem je val podpore demokratom morda na poti. Da, do takrat bi morali ponovno odpreti več rafinerij, sezonsko povpraševanje po bencinu pa bo upadlo. Toda škoda je morda do takrat že narejena. Kakorkoli, vrnimo se k Rusiji, ker je tam težava nekako še hujša. Za vse ostale, ki živijo na normalno delujočem učinkovitem trgu, je rešitev za rusko pomanjkanje goriva preprosta. Prenehajte z racioniranjem, prenehajte omejevati, da lahko parne in neparne registrske tablice vozijo le na parne oziroma neparne koledarske dni. Preprosto kupite več nafte na mednarodnem trgu in pustite, da se ponudba sreča s povpraševanjem. Ko bi le bilo tako preprosto. Rusija ima na poti številne ovire. Za začetek ima Moskva omejeno število partnerskih držav, na katere se lahko obrne tukaj. To pa ljudi v Kremlju ne ustavi pri poskusih, saj nekaj olajšanja prinašajo Belorusija, Kazahstan in Indija. Belorusija in Kazahstan nimata veliko zalog na voljo. Poleg tega pa se soočata s podobnimi političnimi skrbmi glede visokih cen bencina. Potrošniški trg še vedno ne določa, kam gre bencin prek cenovnih mehanizmov. Indija je bolj zanimiva, tudi zato, ker Rusija ironično prejema rafinirane proizvode iz svoje surove nafte, ki jo je prvotno poslala v Indijo. Vendar nafte ne moreš preprosto naložiti na tanker in jo raztovoriti v Sankt Peterburgu. Potrebujete specializirane terminale za pretovarjanje nafte, ki jih Rusija nima v velikih količinah. In zakaj bi jih imela? Vso bencin, ki ga potrebuje, lahko proizvede sama. No, vsaj dokler je Ukrajina to še dovoljevala Rusiji. Še huje je, da Rusija te infrastrukture ne more zlahka zgraditi. Isti ljudje, ki bi to običajno počeli, so trenutno zaposleni s popravljanjem škode, ki jo Ukrajina povzroča na naftnih in plinskih terminalih. Težava je še posebej izrazita na Krimu. Rusija je prenehala prevažati velike količine goriva čez Krimski most, ker se boji, da jih bo Ukrajina napadla s šibkejšim dronom in povzročila veliko večjo eksplozijo. Naslednja možnost je vožnja tovornjakov po Azovskem obroču, vendar Ukrajina te ceste dela neprevozne z napadi dronov srednjega dosega. Na srečo je še vedno na voljo morska pot za dostavo zalog. Počakaj. Pozabi. Če si zdaj Putin, si verjetno žalosten zaradi vsega, kar si slišal v tem videu do zdaj. Če je temu tako, se boš morda želel usesti, ker je to ena najhujših političnih kriz, ki jih lahko imaš. O tem smo govorili že 1000-krat, vendar je osrednja težava za morebitne revolucionarje proti avtokratski vladi negotovost glede tega, ali so v tem sami. Res slaba ideja je, da bi se poskušali soočiti z varnostnimi silami, razen če je gibanje tako veliko, da se varnostne sile bojijo za lastno varnost, če bi poskušale posredovati proti protestnikom. Zaradi tega avtokratske vlade vodijo dezinformacijske kampanje na meta ravni. Manjših skrbi, ali vam je vlada dejansko všeč ali ne. To je težko nadzorovati. Namesto tega vložijo veliko več truda v to, da vas skušajo prepričati, da so drugi zadovoljni z delom, ki ga upravlja vlada. S tem je mogoče manipulirati in je prav tako učinkovito pri prepričevanju, da ne greste na ulice. Oglejte si veliki kitajski požarni zid za primer teh načel v praksi. V redu, zdaj pomislite na to v smislu cen goriva. Kaj vidite tukaj? Je to nekaj, kar vas osrečuje? Verjetno ne. Ampak to je nekaj, kar morajo bencinske črpalke objaviti, ker je to cena, ki jo morajo potrošniki poznati. In to je tudi grozno za avtokrate. To ni samo znak, ki te razjezi. To je znak, ki razjezi tudi vse ostale. In to je znak, za katerega veš, da ga vidijo tudi vsi ostali, zato veš, da so tudi vsi ostali jezni. Tukaj ni tihe pokorščine, kjer bi molčal o svojih frustracijah, ker nisi prepričan, ali se kdo drug politično ne strinja s tabo. Visoke cene vplivajo na vse in vsi vidijo te znake povsod, ko se vozijo po mestu. In zato je to najhujša kriza, s katero se je Kremelj soočil od začetka vojne. Vsaj ob odzivu na mobilizacijo jeseni leta 2022 je lahko Kremelj naredil preprost korak in umaknil to politiko. Tukaj ni čudežne rešitve za pomanjkanje bencina. Bencin mora priti od nekod in pregovorna bencinska črpalka, ki se pretvarja, da je država,
ne more več niti trditi, da ima ta prvi naziv. Tudi tukaj ni enostavnih rešitev. To je nevihta, ki jo bo moral Kremelj prebroditi, dokler se svetovni trg z bencinom ne ohladi, ali dokler Rusija ne najde načina, kako zaščititi svojo domačo oskrbo. In nobena od teh možnosti ni niti na vidiku. Rusija bi lahko poskusila prositi Iran, naj opusti svoj nadzor nad Hormuško ožino, vendar Kremelj nima nadzora nad pogajalsko močjo Irana. Ožina jo določa. Rusija bi lahko poskusila tudi prositi svoje druge zaveznike za več rafiniranega goriva. Vendar so vse to avtokratske vlade in vse jih skrbi ista težava kot Putina. Le da imajo boljši nadzor nad situacijo. To še ne pomeni takojšnjega padca Putina, zato prosim, vzemite to zadnjo krizo v Kremlju mirno. Ampak to je problem, ki potrebuje rešitev. V nasprotnem primeru gre vse v to smer. Še enkrat hvala Ground News za sponzorstvo današnjega videa. Pojdite na ground.news, poševnica Lines on Maps, ali skenirajte QR kodov na vašem zaslonu in si zagotovite izjemnih 40% popusta na paket Vantage. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Pazite nase.